knjižnega trga. Dober večer. Leto gre h koncu in tako kot marsikje se tudi v oddaji z knjižnega trga oziroma po vrhuncih leta. Kot ponavadi se bomo s povzetki že objavljenih kritik spomnili letos nagrajenih leposlovnih del. Kar nekaj jih je. Prešernove nagrade za življenjsko delo letos ni prejel nihče z literarnega področja in tudi prihodnje leto je ne bo. Nagrado Prešernovega sklada pa je prejela Nataša Kramberger za eno najbolj opaženih knjig leta Po vsej sili živ. Se je bila nominirana tudi za kritiško sito, Cankarjevo in še prej za Rožančevo nagrado. Pisateljičino prepričljivo opozarjanje na podnebne spremembe in zavzemanje za ekološko kmetovanje sta pritegnili tudi Urbana Tarmana. Avtobiografsko in esejistično zasnovana knjiga Po vsej sili živ nadaljuje delo, ki si ga je Nataša Kramberger zastavila v prejšnji knjigi Primerljivi hektari, v kateri je opisovala svoje spoznavanje z ekološkim kmetovanjem v obdobju intenzivnih podnebnih sprememb, ko se utečena pravila, kot opaža, postavljajo na glavo. To je fokus njene knjige, zavzeto, srčno in svojsko potegniti črto pod opažanja in nakazati njihov mednarodni in transgeneracijski kontekst. Spomni se babice in njene napovedi, da podnebne spremembe prinašajo lakoto. Zaradi intenzivnih sprememb so zmedene tudi živali in rastline. Takšne izjeme s svojo pogostostjo in zaostrenostjo postajajo naša nova normalnost. Karkoli sem postorila na zemlji, se je v skoraj istem trenutku izmaličilo v svoje nasprotje. Nataša Kramberger brez dvoma zapisuje času neprimerna premišljevanja v obdobju, ko so kmetje po Evropi protestirali proti napovedanemu zelenemu prehodu in ko so bili zaradi strahu pred kratkoročnimi stroški prisiljeni protestirati proti svojim dolgoročnim interesom. Kot realistično ugotavljajo avtoričini sosedje, bi vsak kmet izbral ekološko kmetijstvo, če bi mu hektarski donosi omogočali poplačilo njegovega dela in dolgov. Predaleč je prišlo, pravi sosed, brez špricanja in umetnih gnojil ni več možno. Toda na napako v setvenem koledarju, ko se zdi, da je krog postal spirala, ki grozi s splošno lakoto, človek lahko odgovori s kolektivnim, bolj skromnim in dolgoročno naravnanim delovanjem, kajti lakota se hrani s požrešnostjo in poteši z darežljivostjo, piše. Ostrmeli bi lahko in ostrmeti bi morali nad množico možnosti, ki jih vsako jutro, vsako popoldne in vsako noč v mislih, besedah in dejanjih preigravajo, preizkušajo in predajajo naprej množice src na odprtih dlaneh. Knjiga Nataše Kramberger Po vsej sili živ vpelje v razmislek politično razsežnost s sklepom, ki je tako očiten, da ga je z lahkoto mogoče spregledati. Če ne dosežemo trajnosti v kmetijstvu, tudi do splošnega ravnotežja ne bo prišlo. Knjiga kliče k razširitvi opusa pisateljice, ki z osebno izkušnjo in izbrušenim slogom gradi mostove med medsebojno pogosto nerazumljenima podeželjem in mestom. Pisanje prevevajo močan občutek povezanosti z naravo, odprtost za presežno in skrivnostno, ter ostre in angažirane misli, ki bralca spodbujajo, da pretrese svoj odnos do vse bolj očitnih sprememb v naravnem okolju, da sam postane sprememba, ki jo želi videti v svetu.
Še bolj uspešna je bila Ana Svetelj s knjigo 5 zgodb o posameznicah in posameznikih pred prelomnimi odločitvami ali dogodki. Njen naslov je Steklene stene. Prejela je nagrado Kritiško sito, nagrado Maruše Krese in za povrh še mednarodno nagrado srednjeevropske pobude. Posvetila se ji je Tonja Jelen. Knjigo Steklene stene sestavlja 5 kompleksnih zgodb. Vsaka ima večplastno tematiko, in sicer od pretirane ambicioznosti do podtikanja krivde in lažnega obsojanja, izsiljevanja, odločitve za otroka, pomena prekarnosti in umetnosti, občutkov krivde in zasvojenosti z virtualnim svetom in premalo poglobitve v pristen, resničen svet. Ana Svetelj se teh kolektivnih in hkrati individualnih vprašanj loteva resno, jasno izraža tudi svoj vidik, vendar se to ne spremeni v žuganje, ampak v pronicljive podpomenske tone. Pisateljica ne prizanaša. Realnost je tu in steklene stene metaforično ponujajo marsikaj, po večini nič dobrega. Čas se izmika izkušnjam, meritvam, opredelitvam. Čas je gladek, spolzek, gibljiv. Gotovo je le nekaj. Spomini so prividi časa, nastopajo kot optične iluzije, zapeljujejo kot sirene. A po drugi strani, razmišljam, so nujni. Le kdor se spominja, lahko pozablja. Le kdor se vrača, lahko nadaljuje. Moralno vprašanje in zagate se vračajo in konci zgodb se odvrtijo v neslutene razsežnosti. Ana Svetelj z jezikovnim preigravanjem gnete zgodbe z več pomeni, pri čemer upošteva različne interpretacije besed in s tem uvide likov in likin. Pri tem pa daje vedeti, da je prav vsak ujetnik steklenih sten. Najbolje gre verjetno otrokom in tistim odraslim, ki verjamejo v pravičnost in ne odstopajo od nje. A še ti se znajdejo na trhlih tleh. Zgodbe v knjigi Steklene stene se nas dotaknejo in nam ponujajo bogata izhodišča za premišljevanje. Nastavljajo ogledalo družbe, ki se v prikazanem evropskem svetu kljub razkošju odmika in nas oddaljuje med seboj. Posameznik ali posameznica čuti ranljivost in žalost kljub vsemu ugodju in lahkotnosti sveta, ki pa sta samo navidezna in zahtevata veliko žrtev. Avtorica celostno zajema like in okoliščine, nič ni brez pomena. Vse se tako ali drugače plača. Zdi se, da je prav to bistvo vsake zgodbe. Vsaka odseva jedro težav zaradi površinskosti in navideznega uspeha, v notranjščini pa se kažejo grozljiva ozadja. Pesniška govorka v knjigi Barbare Korun z naslovom V nazaj predeluje izgubo in žalovanje ter se vrača v življenje. Zbirka je bila že lani nominirana za Veronikino, letos pa je prejela Cankarjevo nagrado. Ocenjevala jo je Veronika Šoster. Pesnica Barbara Korun je svoj opus zgradila na pretanjenem, občutljivem in natančnem pesniškem jeziku, ki preizkuša meje znanega in pričakovanega, ter se ne boji potopiti se v neslutene globine. Če se s prošnjami zahvalimo vnaprej, bomo tokrat poskusili kaj postoriti za nazaj in se približati nečemu, kar je morda že odšlo. Ta nemoč nad izidom in seganje v preteklost se v zbirki kažeta na več načinov. Že takoj v prvi pesmi beremo. To ni pesem, to ni reka. Suha struga je, globoka, razsežna, po njej teče le tanek curek. In še ta presiha.
To ni pesem, nemoč je, le nekaj besed, uničenje, konec. Suhost struge in trud presihajočega potočka pričata o tem, da ne bomo doživeli reke besed, temveč posamezne sunke, impulze, trud, kako povedati nekaj vnazaj in ob tem ne izgubiti sidrišča tukaj in zdaj. Nasploh je v knjigi veliko vode, takšen je tudi občutek, ko veslamo med pesmimi, ki zavzemajo mnogotere oblike, in prav ta simbol daje pesnici ogromno možnosti za eksperimentiranje in preizkušanje meja, glas, ki se prek bolečine in nemoči izteče v popolno osvoboditev od strahu. Jedro knjige predstavljajo izgubljanje, izguba in žalovanje. To se ne kaže le na vsebinski ravni, ki spretno gradi ta boleči pripovedni lok, temveč tudi na ravni jezika, ki je sploh na začetku zelo razlomljen, z odvzemanjem zlogov in lomljenjem vrstic preizkuša skrajne meje besed. Potrpljenje skriva v sebi trpljenje, skritost pa ost. Strah pred smrtjo je v prvem delu knjige otipljiv. Otrok, ki ga je strah, na koncu neke pesmi sicer izgine, toda ali je s tem izginil tudi njegov strah? Pesniška govorka se kljub vsemu uči ljubiti življenje, umiranje pa v kasnejših pesmih zamenja za umirjanje. To lahko naredi, ko sprejme, da vse obstaja hkrati, da je vse prehodno in pretočno kot voda, pa če še tako usahla in betežna. Že kmalu srečamo podobe smrti, ki jo ima zaprto v oknu in ne more ne naprej, ne nazaj. Moji ljubi mrtvi, kaj bi brez vas? Na meji med živimi in mrtvimi sem, na pragu. A kdo vstopa in kam? Vrata so vhodi v obe smeri. To je po eni strani tolažba ali uteha, po drugi pa skoraj prekletstvo, saj bolečina nikoli ne otopi, temveč lahko vanjo drezamo in jo vsakič na novo prebudimo. Je pa res, da se je s tem navadimo, opaža. Če je prvi del knjige Barbare Korun vnazaj izmuzljiv in fluiden, se drugi poskuša zasidrati, pesniška govorka zakoplje noge v zemljo, da bi ji pognale korenine. Tu je več ljubezenskih pesmi, ki pa niso klasične v smislu ljubezni med dvema osebama, temveč gre bolj za odpiranje, rojevanje novih vesolj iz ljubezni, ki je vseobsežna. Sidranje je uspešno, saj se proti koncu knjige pesnica znajde v otipljivem današnjem svetu, polnem preglasnih kavarn in kričavih televizij, ki jih nihče ne gleda, se pa tu pojavi vprašanje, ali je bil tako radikalen preskok iz bolj abstraktnih in simbolno bogatih pesmi res nujen. A bolj kot za notranjo logiko zbirke gre za vprašanje miselnega stanja pesniške govorke, ki se je prebila na drugo stran žalovanja in zdaj poskuša živeti kljub temu. Tudi zato je tako prevladujoč motiv navzočnosti nekoga, ki ga ni več. Pomeni sobivanje z bolečino, pogrešanjem, izgubo. Na koncu knjige se tako vrnemo k vodi, k jezeru iz solz, ki pa jim ne znamo določiti izvora.
Ana Schnabel v romanu September spremlja žensko, ki odrašča in odraste z nasiljem v družini. Njeno doživljanje pa pisateljica prepričljivo podaja z raznovrstnimi slogovnimi postopki. Roman je bil najprej nominiran za kritiško sito, nato pa je prejel nagrado Kresnik. Dotaknil se je Nade Breznik. V romanu September se Ana Schnabel loteva zahtevne in na žalost aktualne, vendar odrinjene, pogosto celo zanikane problematike družinskega nasilja in posledic, ki ga to pušča na žrtvah in pričah, večinoma ženskah in otrocih. Teme se je lotila neprizanesljivo, pretresljivo, tenkočutno. Postavila jo je v širok romaneskni okvir in s pomočjo protagonistov in različnih jezikovnih pristopov pokazala na nekatere vzroke in posledice prikrivane, a zato nič manj krute agresije v družini. Osvetlila je tudi različne reakcije nanjo, še posebej, ko resnica prebije zidove hiš, stanovanj in molka. Glavna oseba romana je bistra in občutljiva deklica Evelyn, ki pred očmi bralcev odrašča in odraste relativno nepoškodovana, v mlado in uspešno žensko, pisateljico, sposobno krmariti skozi življenje na razumskem in ustvarjalnem, ne pa tudi na čustvenem nivoju. Kljub materini in hčerini veliki želji po pobegu ter kratkotrajnim izletom v svobodo, se ločitev nikoli ne uresniči v celoti, kot da bi v zastrupljeni družini delovala temna sila privlačnosti. Sčasoma jo je presekala Evelyn, ki se je pri 15 vsaj simbolno preselila na svoje. Že kot deklica je veliko razmišljala o vzrokih in izbruhih nasilja med vrstniki, o vzorcih in danostih za takšno obliko vedenja, o vsem, kar doma sliši, a ne razume. Prijateljevanje z neobremenjeno in vedro prijateljico Uno, pisanje dnevnika in pozneje psihoterapevtska pomoč so jo reševali iz čustvenega kaosa, še najbolj pa ji je bil v pomoč njen angel varuh, njen drugi jaz, njena tolažnica in zaupnica, pronicljiva in sočutna, vedno na distanci, a vendar tako blizu. In v srčiki njenega spomina je utrip, podivjan srčni utrip. Bum, 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 zamolk, bum, bum, zamolk, bum, bum. Tako jasen je, kristalno jasen je. Tako blizu je, najbližji je, da ga zamenjuje s svojim. Čeprav so ji težke izkušnje pomagale zoreti, je niso mogle ustrezno opremiti za ljubeč, za vpliv partnerski odnos, za razmerje, v katerem bi se počutila varno in sprejeto. Na vprašanje, kje je dom, odrasla Evelyn odgovarja: dom je tam, kjer je bolečina. Borisova toplina je zgolj anomalija. Ana Schnabel je problematiko nasilja in travm v romanu September sijajno obdelala iz več zornih kotov, vključujoč terapevtske intervjuje, mladostniški žargon, digitalna sporočila. Jezikovne nianse obvlada do podrobnosti, čeprav se zdi, da krši pravopisna pravila. Jecljajoč govor, nedokončani, prekinjeni stavki so umeščeni natanko tja, kjer morajo biti. Z opisi, dialogi in notranjimi monologi nam približa svoje protagoniste v skoraj popolni fizični in psihični podobi. Napetosti pred izbruhi pretepanja so tako nazorne, da stopnjujejo tudi bralčevo nelagodje in stisko. Materina starajoča se podoba proti koncu romana, njeno hlastajoče lovljenje zadnjih smislov življenja, je preslikana resničnost številnih žensk v zadnjem življenjskem obdobju. Vez med očetom in hčerjo pa je neuresničljiva. Saj bi oče le še globlje padel vanjo. Evelyn bi jo silno rada Pregriznila, pretrgala, presekala, prestrigla, da bi oče v tistem delu, ki boli, padel stran.
Pesnica Natalija Milovanovič v zbirki Tuja mehkoba, za katero je prejela Veronikino nagrado in bila nominirana tudi za Jenkovo, prikazuje družbene in intimne tegobe sodobnega človeka, zapisuje spomine in pogleduje v prihodnost. Posvetil se je Matjaž Zorec. Pesniško zbirko Natalije Milovanovič Tuja mehkoba lahko umestimo v najprisotnejšo tradicijo naše sodobne poezije. Subjektivizacija se iz romanticistične patetike in usodnosti umakne v pretanjeno, pomirjeno senzibilnost, ekspresivne izbruhe nadomesti jezikovna refleksivnost, neposredna aktivnost prehaja v kontemplativno reakcijo. Fatalizem ni več neposredna grožnja, temveč vedno že prežet z bolj ali manj pomirjeno vednostjo. Svet je ustvarjen z modrimi izreki, verzi, prepredeni z nekričečimi metaforami, ki iz retoričnih sredstev vstopajo v prvi plan pomenjenja. Pesem oživlja jezik. Kar je urezano, je razporejeno po spominu, kot stalna razstava pred spanjem, na ogled, ko se stemni pred očmi. Zgradba zbirke Tuja mehkoba je zelo precizna. Najprimerneje jo je v 3 variantah pesmi Tehtnica, ki kot hrbteničin lok veže in razvezuje 3 vsebinske sklope, imenovala kar avtorica: analizna, precizna, sintezna. Vsebinski sklopi sledi, perspektive in brazgotine, vsak s svojo barvo in nastrojenostjo bistveno prispevajo k dramaturgiji strukture. Sledi izrisujejo najbolj pereče tegobe našega časa, kot so vojne, begunci, ženske pravice, otujenost, tujčevstvo, negotovost nasploh in podobno. Perspektive pesnijo kompleksen pojav nostalgije, ki ni le stvar preprostega spominjanja, temveč razpeta čez spominjanje na prihodnost vznika iz najprisotnejšega trenutka. Brazgotine pa delujejo kot nekakšna sinteza prejšnjih sklopov. So intimnejše, neposrednejše in tudi nekoliko intenzivnejše. Poezija skozi vso zbirko ubira še kar učinkovit postopek. Dozdevno minimalistično risanje ozadja, v katerem funkcionira subjekt, tenkočutno poudarja prav to ozadje. Najpogostejše so pesmi s konkretno subjektko, ki pred nas vstopa v vsem pisanem spektru neke človeškosti in njenih nepreštevnih usedlin, intim in temin, upov in strahov. Zbirka se zaključi z verzi. Jasno je, da že voda, toda ne zunanja, temveč ta, ki polni celice, ki je koža, preverjeno vpija krik, ga prevaja v brazgotine. Ena od unikatnejših razsežnosti zbirke je soočenje izpostavljenega tipa poezije z neposredno političnostjo sodobnega sveta. To soočenje je zelo senzibilno in bistro, saj se pesnica zaveda, da kakršnakoli aktivističnost v poeziji in literaturi nasploh hitro postane pretirana. Ta govorica bi bila mestoma gotovo lahko radikalnejša. Ob tem pa Natalija Milovanovič najmočnejši izraz hrani za v intimo zastekljena spoznanja, odmaknjena od neposredne konkretnosti in političnih bojev. Najbolj učinkovito v naslovni pesmi Tuja mehkoba. Vsakomur se zdijo lastni sunki najmočnejši. Vsakomur tuja mehkoba pretrda. Svet stoji, vsakič najslabši, vsakič najboljši doslej.
Urša Zabukovec je v knjigi La Routine, Dostojevski in transhumanizem celovito povezala literaturo pisatelja iz 19. stoletja in sodobne miselne tokove, ter zanjo prejela Rožančevo nagrado. V avtoričine eseje se je poglobila Majda Travnik-Vode, letošnja prejemnica Stritarjeve nagrade za literarno kritiko. Zbirka esejev La Routine, Dostojevski in transhumanizem tvori izvirno sintezo dveh temeljnih področij zanimanja in delovanja avtorice Urše Zabukovec, umetniško-filozofsko-duhovnega opusa Fjodorja Dostojevskega in njenega intelektualno angažiranega odslikavanja aktualnega družbenega dogajanja. Že v njenih kolumnah se je Dostojevski večkrat pojavil ob boku z najsodobnejšimi problematikami, na primer liberalizmom, aktivizmom, tehnokracijo in podobno dalje. Zato ne preseneča, da se je nanj kot na neštetokrat preizkušeno duhovno in moralno avtoriteto naslonila tudi ob svojem širokopoteznem, polemično angažiranem soočanju z nekaterimi najbolj perečimi problematikami, gnosticizmom, transhumanizmom in posthumanizmom. V uvodnih esejih pojasnjuje zgodovinsko ozadje pojmov posthumanizem in transhumanizem. Že v 30. letih prejšnjega stoletja je vzniknil in bil prepovedan socialno-filozofski koncept transhumanizma, ki ponuja izboljšanje oziroma krepitev človeka s pomočjo tehnologije, ki naj bi nam olajšala življenje, a avtorica meni, da se že dolgo dogaja ravno nasprotno in da so na neki točki orodja začela zasužnjevati in izrinjati nas. Še radikalnejši je posthumanizem, ki zastopa stališče, da je človek nepoboljšljiv in ga je treba popolnoma potisniti v ozadje. Naravni spremljevalec takšnega zgodovinskega razvoja je seveda nihilizem. Zanimivo je, da je Dostojevski za pojem nihilizem v romanu Mladenič izumil še bolj zaostreno poimenovanje oksidacija. Ta po avtoričinih besedah pomeni korozijo človeške imaginacije, atrofijo čuta za presežno, s tem pa tudi za konkretno krčenje realnosti, ukinjanje mnogoterih razsežnosti človeškega življenja. Ni posmrtnega življenja, ni angelov in nadangelov, ni duše. Ni muk, ni molitev, ni priprošenj, ni usmiljenja in odrešitve, ni vstajenja, ni večnosti. Razkritje gnosticizma kot prevladujoče aktualne svetovno-nazorske matrice je eno od poglavitnih spoznanj v knjigi La Routine, Dostojevski in transhumanizem, ki s tem prerašča v relevanten filozofski prispevek k debati o sodobnih temeljnih civilizacijskih premikih. Tako rekoč vsi junaki Dostojevskega so nepoboljšljivi izboljševalci sveta. Vendar še tako kompleksen, protisloven razkolnikovski junak ne more nikoli pristati na totalen izbris človeka kot subjekta, kot ga v svojem bistvu predvidevata transhumanizem in posthumanizem. Težnja po izboljševanju sveta je hkrati impuls, ob katerem je vzniknil ambivalentni naslovni pojem La Routine. Dostojevski ga je uporabil v osnutkih za roman Zločin in kazen in pomeni hkrati nekaj dobrega in slabega. Rutina je slaba, kadar pomeni nemo inertnost, ki bi jo morali kot svobodna in ustvarjalna bitja preobražati. Dobra pa, kadar pomeni upor proti razgrajevanju vsega, kar drži družbo skupaj. Propagandi, mistifikaciji, zavajanju, psevdoznanosti, demoralizaciji, železni egalitarnosti in enoumju. Eseji Urše Zabukovec v knjigi La Routine, Dostojevski in transhumanizem so poglobljeno, svetovljansko in polemično zaostreno problemsko pisanje, svojevrsten sodobni žakiz. Avtorica odpira temeljna vprašanja, ki zadevajo mesto posameznika v sedanji in prihodnji civilizaciji, ker pa se ta vprašanja zarivajo v našo najglobljo intimo, natanko tako kot pri branju romanov Dostojevskega, preraščajo v najširšo univerzalno polemiko in duhovni odpor.
Pesnik Brane Senegačnik se v zbirki Prosojnosti prepušča tišini in mislim o minevanju, minljivosti in nedoumljivem, skozi verze pa vendar preseva svetloba. Zbirka, ki jo uvaja izjava romunskega filozofa Lučana Blage Molčanje je moj duh, je bila nagrajena z Jenkovo nagrado. Interpretirala jo je Tonja Jelen. Pesniška zbirka Braneta Senegačnika Prosojnosti se ob drobno nanizanih motivih spušča v globine razmislekov in spoznanj. Pesmi so v svoji izreki še bolj prefinjene kot doslej, ob tem pa so življenjske in otipljive. Izčiščen do odsotnosti se vračaš, kakor smisel k besedam in stvarim. Zbirko sestavlja 10 razdelkov. Pesnik se v njih tematsko navezuje na jezik, drevje oziroma rastlinstvo nasploh, predvsem pa na občutje in premišljevanje. Usmerjen je v drugost, ki je večinoma slovo in minljivost, vendar tega dvojega ne obžaluje. Pesmi lahko beremo tudi kot utrinke med molitvami. Med pesniške liste je vstavljen pavs papir, ki poudarja pomen in vtis prosojnosti. Omogoča premor, dih in vmesnost. Filigransko odmerjeni verzi delujejo kot prosojnost misli, občutij in vpogledov. Minljivost je neizogibna, a jo Senegačnik omili, pri čemer pa ne gre za vdajo ali stremljenje k večnemu življenju. Zavedno je nebo, ne človek, piše. V protoplazmo zgneteno nebo, ki diha v večerno meglo brez konca. Senegačnikove prosojnosti se neposredno soočajo z minljivostjo življenja bližnjih, z minevanjem dneva in zavedanjem človekove smrti. Pesnik ob tem ne išče izgubljenih, zamujenih trenutkov, vse je proces, začetek in konec. Senegačnikove podobe se razlivajo in prefinjeno zamrznejo v času, kot da je to poanta vzrtja v danem trenutku. Kajti sprejeti je treba danost in izreti v oči, dokler lahko. Kljub bolečini pesnik ne posega z ostrino, temveč s prav posebno mehkobo. Kot da pesmi izražajo streznitev o koncu, ki pomeni samo prehod in nov si. Kakšna ljubezen je uročila naše oči, da strmijo, do smrti strmijo v ta zastor iz minule svetlobe. V zbirki Prosojnosti smo v živem primežu razmisleka o zdaj in tukaj, ki ga ne bo več ali ga že ni. Pesmi so trenutki molka, sprehoda po naravi in njene lepote, sosledja bližine in izgube. Vmes pa sine čas, ki ga je avtor strnil v zrenja in dotike. V tej poeziji je veliko življenjske lepote, ki pa zna biti nedoumljiva. Še dneve in tedne v glinenih lončkih gnezdi otroštvo, kot brezimni si resničnejših svetov, zaupno, zanesljivo znamenje nerazrešljivega pomena. Včasih je treba ujeti tudi tisto, kar je nedoumljivo. In še nagrada za prvenec, prejela jo je Martina Potisk za pesniško zbirko z naslovom 1 na 1. Poezija v njej temelji na miselnih povezavah in jezikovni svobodi, njenemu toku pa se je prepustil Jože Štucin. Pesmi Martine Potisk v knjigi 1 na 1 so nenaslovljene in skoraj dosledno brez ločil.
Napisane so v prostem verzu in z jezikom, ki se rad spreobrača iz visokega do pogovornega, na trenutke celo pošvedranega, z neštetimi besednimi igrami, kalki, asociativnim pisanjem, kjer se verzi pretakajo drug v drugega, na videz brez repa in glave, točijo v razne plasti, v nadpomene, podpomene in prazne marnje. Tako nekako, kot se civilizacija vedno bolj striktno spreminja v civilizacijo. Da ne bo nesporazuma, Martina Potisk to počne na žlahtno sproščen način, brez sile se prepušča toku, kjer cvilita oba, bralec in pesnica. Občasno pa pove tudi kakšno bolj uravnoteženo misel. Ne, ni zvest, mandragorinih gnezd. Samo nenasitljivi naprstci, komarji v predpasnikih in pijanska srepota pred paradoksalnim strelskim postankom, ko bo treba odmetati mrzle kanje in premostiti pretrgane glasove na vranje pogreti pod strehi. Igra je pač igra, besedne so pa sploh zabavne. Asociativni tok je nekaj, česar ne prinašajo podnebne spremembe, ni plas, niti povodenj sploh ne ogroža sveta, je pa strašen in nenasiten v svoji ekspanziji. Človeški možgani, ko si zares začnejo izmišljati poezijo, so samozadostno vesolje, ki planetarno resničnost mimogrede brez muje stisne v kot in jo naredi drobceno. Če strnemo brez pik in vejic, so vse to res parnasovske pompadure in se pesmim prav dobro godi. Nič jih ne ovira pri nastanku, pesnica se jim blagovoljno prepušča, da jo izkoriščajo kot medij, kot ročno izdelano žensko torbico, pompaduro, v kateri lahko najdeš več reči, kot jih volumen sploh lahko sprejme. Tudi literarnih eksperimentov je v njej nepretek. Bralec tekst brez ločil seveda lahko bere in dojema po svoje, mu dodaja svoj pomen, se ritmično obnaša kot džezovski bobnar in pogosto bere celo sinkopirano. Poudarke in intence poezije lahko prestavi na čisto druge pomene in vrednote. Mogoče res že malo pozabljen pristop, saj se postmodernistična lirika raje ogleduje v narcisovem ogledalu jaza, ampak ti prosti tokovi, ti svobodni curki besed, te skrive povodni, ki v svojo strugo lahko spravijo kakršnokoli besedo ali metaforo, ta Freigeist ima v modernem času spet svoj pomen. Pesniku dati avtonomijo in svobodo, da brez pomisleka lahko napiše: Vem, vas ne zanima. Na samem merim v sence sonca, dokler do donebnega poka prodira od oka koralna bilanca. To je bila zadnja oddaja s knjižnega trga v letu 2025. Znova se slišimo 5. januarja. Naj za konec ponovimo spodbudno misel Nataše Kramberger iz knjige Po vsej sili živ. Ostrmeli bi lahko in ostrmeti bi morali nad množico možnosti, ki jih vsako jutro, vsako popoldne in vsako noč v mislih, besedah in dejanjih preigravajo, preizkušajo in predajajo naprej množice src na odprtih dlaneh. Veliko dobrih možnosti v novem letu vam želimo napovedovalca Sanja Rejc in Igor Velše, glasbena opremljevalka Alma Koželj, oblikovalca zvoka Max Pust in Miha Klebenčič ter urednik oddaje Vlado Motnikar.